Živijo punce, danes sem dotaknila teme prijateljstva in sicer je pa to kriva ena izmed vas, ker sem spet dobila en zelo lušen mail, spet dolg, kar taki maili so krivi, da sploh delam to, kar delam. In sicer je pa v tem mailu bilo zapisano en problem, mi je bralka delila z mano. In sicer je rekla, da tudi sama se podaja na neko pot novih spoznanj in vsega, in kadar se odmika od tega standardnega nekega življenja, potrošniškega življenja, da opaža, da vedno več prijateljev izguba, da se njena okolica manjša, da naenkrat se počuti dosti bolj sama. In da ne ve, kaj v tem problemu narediti, kako ali obdržati ljudi, hkrati pa da sama, kadar je neke stvari spoznala, da hoče tudi z njimi to deliti, ampak se ji zdi, da je ne slišijo nikoli. Da ne gleda to, koliko se trudi, da je neka blokada in da jim ne more priti do živega. Ok. Zdaj, pa še na koncu bom dala nekaj update-ov, tako da glej do konca videa. Upam, da sem spomnila edino. Punca, jaz ti ne moram povedati, koliko te lahko razumem. Večina mojih pač od 18. leta tam nekje jaz blogam. Predtem sem delala tudi kot manekenka. Tako da večina mojega kroga je bila vedno taka potrošniško naravnanga, taka, ki da dosti na zunanji svet, na izgled. Tako da ja, te razumem. Kje naj začnem? Najprej začnem, bom kar pri svoji zgodbi. Jaz sem še leto nazaj bila v študentskem domu, kjer sem živela res tipično študentsko življenje. Pili smo ga vsak drugi dan, bili smo res zmešani, žurali smo ga na pune, hodili smo na faks, ne vem, 2-krat na teden, res tisto pravo študentsko življenje sem doživela. Potem je pa prišla tista točka okoli maja, ko sem se začutila, ok, to ni več zame. In zdaj tukaj boste videli manifestacijo. Jaz sem od 15. leta sem govorila, oziroma tam nekje, kadar sem prvič prišla v Maribor, sem cel čas govorila, da sem slej ko prej to živela. In zdaj, če verjamete v vortex od Ane Bučevič, oziroma kakor bi ona rekla. Potem, ko sem se maja enkrat začutila, da zdaj sem pa pripravljena iti sama na svoje živeti, ker veste, prve 2 leti sem živela z bivšim fantom, potem sem bila pa eno leto v študentskem domu. In okoli maja sem se odločila, ok, zdaj sem pa pripravljena, zdaj pa je tisti čas, da vem, da zmorem. In v tistem momentu bom se odprla ta možnost in jaz sem dobila stanovanje. In tu se ta moja transformacija, se mi zdi, da se je začela. Potem, ko sem dobila stanovanje, so seveda moje prioritete konkretno spremenile, nisem več videla pointa v žurnju, ker pač delala sem cel teden kužval, zakaj bi potem, že v tem smislu sem gledala, delala sem cel teden kužval, zakaj bi potem plačal zapravila v baru za alkohol. Nisem videla njih smisla. No, hvala Bogu, da sem že tako začela na začetku razmišljati, ker potem sem pa prišla enkrat začetka avgusta v eno najhujših obdobij svojega življenja. O tem sem mislila, da ne bom spregovorila na blogu, ampak se zdaj učim čim več govoriti o zadevah v svojem življenju in ker veste, da to je za mene zelo terapevtsko, bom delila še z vami. Ja. No, prišla sem v eno najhujših obdobij v svojem življenju. Počutila sem se, kakor da nimam nobenega, kakor da je družina skoraj pozabila na mene, čeprav dejansko je bilo totalno kontra tega, jaz sem jih odganjala, ker so mi toliko pisali vse. Ampak v tistem momentu so meni možgani tako govorili, da nimaš ne družine, 250 km si od vseh, kolegov ni več tu, sama si, sama. In meni se v glavi to tolikokrat ponavljalo in zdaj, zakaj se to navezuje na bralko, ker tudi ona je rekla, da kadar izgublja prijatelja, se počuti tako, kakor da nima nobenega in da jo duši, da počuti res osamljeno, da trpi večino časa, da res ni všeč tako stanje, kakor je, ampak da ne ve, kako ohraniti teh ljudi, ker po drugi strani pa kadar gre na pijačo, se počuti kakor da se ne razume več, kakor da nima kaj govoriti z njimi in jaz to 100% razumem, ker isto je bilo pri meni. Potem še kar sem se dejansko spravila ven, sem bila, ok, zakaj sem zunaj? Ampak mene je takrat rešila. Sem se rešila na tak način, da sem doživela res največji lov, ampak potem sem si pa rekla, ok, zdaj si tukaj, kaj lahko narediš, da prideš sem? Ker tukaj mi ni fajn, tukaj sem nesrečna. Kaj lahko naredim, da bom tukaj in spet vsaj normalno živela, funkcionirala, ker predtem je bilo res, šla sem na delo, prišla domov in v bedu in se nažirala in se jokala in obup je bilo, res grda slika.
In sem začela malo raziskovati, sem pogledala malo knjige, katere bi lahko prebrala. Dejansko sem spet po dolgem času odprla svojo omaro, kjer imam knjige, sem šla eno po eno. Pa tudi, če sem bila pred tem, kar sem mislila, da je najbolj bedno, vseeno nekaj, da me je zamotilo, da sem se veselila zjutraj, ko se zbudim, ok, nekaj boš delala, pa ne greš na šiht, ni samo šiht. Potem sem par videov našla na internetu, sem začela malo drugače razmišljati. In posledično sem začela spet privabljati ljudi na sebe, ker sem spet si dovolila biti odprta, malo bolj pozitivna, ker sem delala toliko na sebi, da se nisem več smilila sama sebi, ampak sem dejansko iskala samo rešitve, kako z tega. Začela sem že tako, sem na delu ratala dosti bolj odprta, se pogovarjala, potem sem par ljudi, s katerimi smo tudi zdaj dejansko v kontaktih, sem na delu v Spartini spoznala na blagajni, ker smo se toliko menili. In ja, to mi je naenkrat, ampak potem sem pa pazila, kadar je spet prišel oktober, spet so prišli moji študenti v Maribor in sem šla na pijačo parkrat z njim in okej, nekaj ne štima. Pardon, Buki. Nekaj ne štima, nekaj se je to spremenilo. Kaj bi bilo? In priznala sem lahko nekaj časa, da sem gledala, da ja, jaz sem se spremenila. In ta največji boom, oziroma največje spoznanje sem doživela dejansko 2 tedna nazaj. Ker tudi moj mi je konstantno govoril, Sandra, ti rabiš več časa zase, vzem si več časa zase, bodi sama s sabo. In sem bila, ja, šla do nekoliko coachov, bodi sama s sabo, bodi s svojimi razmišljanji. Jaz sem se cel čas prepričevala, ne, pa jaz sem socialna oseba, pa jaz rada govorim, pa tisto, pa tretje. In zdaj se je zgodilo šele 2-3 tedne nazaj, da sem šla pa z eno osebo na kavo. Prijetno se bo prepoznala, ko to gledala. In ta oseba je zdela na moji desni in govorila. In jaz sem bila, wow, oseba, kar mi je leto nazaj bila ena najbližjih, kar mi je pomenila skoraj največ, v tem momentu ne razumem je, kakor da bi mi govorila kitajsko. Potem sem se zavedla, ne morem več, ne gre, taka komunikacija, tako vse ne gre več. In potem tako, še pred tem, no, se nekaj drugih kolegov sem tako počasi izločila, potem sem začela dobijati te komentarje tudi od mojega najboljšega prijatelja, da ja, da zdaj sem pa jaz grown up, da zdaj si pa mislim, da sem resna, pa tisto pa tretje, ker pač on je še zmeri za en stil življenja, jaz sem pa spremenila rahlo to. In jaz zdaj niti malo ne obsojam tega, ker tudi jaz 2 leta nazaj sem mogla dati tisto ven, sem ga mogla piti, sem ga mogla žurati, ker pač sem mogla iti skozi to. Sem se ogromno naučila tega, sem se naučila če ne drugega, da to ni zame. On je pa še zmeri na tistem in zato ga jaz nikoli ne bom obsojala in tudi on mene, čeprav mi kdaj v hecu kaj reče, vem, da me ne obsojam zato, ker sem tukaj, ker za moj pojem to je prijateljstvo, 100% sprejemanje. No. In potem, kar sem jaz opazila, ok, nisem več za to grupico, kjer se pogovarjaš o takih zadevah, ne privlači me tudi več ta beauty svet, ker ni mi več se pogovarjati samo o make-upu, tistim tretjim, ja, me veseli, ampak se raje menim o drugih stvareh, to je že 3/4 moje družbe šlo, kaj ne zdaj? Potem sem malo začela razmišljati in kar sem sama opazila pri sebi, da kakor vi dejansko univerzu, Bogu, komorkoli verjamete, kakor vi sporočite oziroma date ven, da nočete več teh ljudi privlačiti, vam bo univerz sam ponudil druge. To vam lahko govorim iz svoje izkušnje. Isti dan, kakor sem se jaz na pijači s tisto osebo, da sem samo v glavi rekla, ne, tega si ne želim več v svojem življenju, to mi ne daje nič več ne moram vzeti od tega, ne rasem ob tem odnosu, se počutim scuzana, kadar prijem domov, se počutim, kakor da hočem iti samo na računalnik ali pa spat, kadar pridem domov, od tega te energije nočem ob sebi. Isti dan, po nekem čudnem spletu dogodkov, dobim na Facebooku sporočilo od osebe, ki sem jo predtem imela, da je tukaj, če sem jaz tukaj zdaj, da je ona tukaj, da kaj, če bi se dobili, da bi kaj ustvarili skupaj, da bi tisto, da bi tretje. Tako da ja, v tistem momentu sem zvedela, vem, da je težko je biti, sem bila tudi jaz avgusta na tistem rock bottom, da sem se počutila najbolj osamljeno. Ampak kakor se vi dovolite to, kakor sprejmete in se naučite živeti same s sabo, delate na sebi, to, da ste najboljša verzija sebe, ne samo, da boste privlačili ljudi, ampak univerz vam bo pomagal, da najdete, kako priti do teh ljudi. Pri meni, kar sem rekla, prijavim se na en seminar, torej po moje, univerzu pokažem, ok, tega si želim, tak stil ljudi, take okoliščine si želim, bum, dobim karto za 3-dnevni seminar, kjer je 800 ljudi, podobno mislečih kot jaz, kaj je odprtih in vse. In tam spoznam vse nove ljudi, univerz, dejansko, kadar se vi odločite za nekaj, boste to tudi privlačili, to vam lahko garantiram, glede vseh aspektov. Ste videli pri meni,
Jaz od 15. junija do januarja na blogu skoraj nisem nič delala, sem imela neko zavoro. Kakor sem jaz samo v glavi naredila shift. Ni bilo nenega posnetka še gor, ne blog posta, ampak samo razmišljala sem o tem, da bi spet se lotila, samo razmišljala, ponudbe so bum prihajale. Samo dejansko jaz sem se končno sprostila, sem se postavila svoj cilj, kaj jaz hočem doseči s svojim vlogom, YouTubeom in tako ne. V tistem momentu mi je življenje začelo to dajati. Isto kakor zdaj, sem lani v sredo na tej eni delavnici, kar sem shvatila, oziroma četrt, kar sem shvatila vzeti s sabo, ampak na koncu res prekratki video, ker sem bila toliko v tisti zadevi, da nisem skoraj nič snemala. Ampak sem bila tam in dobila sem samo ta vzgib, ko sem poslušala predavatelja, sem dobila vzgib, idejo za nekaj, da bi šla do osebe, sem vprašala, največ, kar mi lahko reče ne. Če bi jaz sodelovala ali karkoli, bum, univerz mi je dal to. Ne mine en dan, dobim še sama, samo zato, ker sem dala jaz pobudo in je univerz očitno slišal, oziroma videl, kam se jaz pomikam, bum, sem dobila drugo pobudo, če bi še to naredila. Potem še drugo. Vi se res bodite tak človek, ki bi ga vi radi imeli ob sebi. Kadar boste vi v vseh aspektih, finančno, lepotno, z make-upom, z vsem tem, zdravstveno, spiritualno, kadar boste vi rasli, boste privlačili tudi osebe, ki rasejo. Povejte mi same, kadar imate ob sebi, sigurno je v vsaki grupici ena oseba, ki žari, ki je glasna, ki vse je polna energije. A ne cela grupica gravitira k tisti osebi, a ne cela grupica posluša tisto oseba največkrat. Zakaj je to tako? Ker tista oseba sama na sebi konstantno dela. Jaz vem, v Gorici smo imeli eno tako. Ženska je, ne eno tako, več jih je, ampak zdaj v glavi imam nek tisto eno, ker je prej nekaj objavila, pa sem se zdaj, moje misli so šle k njej. Ženska je mlajša od mene in trenira razum, in na spiritualno dela, in potuje sama, in hodi na kavice sama, in glasna, in poje, in tisto, in tretje, stalno nekaj dela. In ta oseba, kdorkoli jo vidi, hoče biti v njeni družbi. Kdorkoli jo sliši, hoče biti tam. Kaj pa ona dela? Ona dejansko je to, kar mi mislimo, da je slabo, da je postavlja sebe na prvo mesto. Ona prav to dela in zato privlači ljudi. In še nekaj, kar sem zdaj v tem rekla, da moram poudariti. Jaz sem vedno mislila, da če postavim sebe na prvo mesto, da je to obup, da moram pa ja prvo, zelo obupno, ampak jaz nisem toliko za ljudi, ampak da vse živali moraš pomagati, ker si same ne morajo pa to. Ampak dejansko sem videla, kako lahko jaz ljudem bolj pomagam, kakor pa da sem izgled nečesa in tako privlači ljudi. Ok, to pa za danes vse. Kakor sem rekla, tisti vlog od srede bo žal, verjetno ga ne bo gor, zato ker je prišla res celotna zadeva dosti premajhna, premalo je bilo vsega. Ja, pa kar sem vam še pozabila povedati, tako da zdaj se lotim že drugi del, je pa to, da tudi sama sem v zadnjem času prejela toliko mailov, toliko vsega, da bi si želeli tudi vi z mano na kavico ali pa karkoli. In sem začela razmišljati, da bi tudi sama začela nuditi kakor neke coachinge, ker se mi zdi, zdaj sem že tudi jaz bila kar na parih in na seminarjih in vseh, tako da imam že kar dosti tehnik predelanih, da ne govorim o knjigah, kolikor sem jih. Tako da ja, definitivno se lahko dajmo ena na ena razrešimo, če imaš kak problem, kaj narediš. Druga zadeva, kar je, v prihodnjem tednu grem dvakrat v Ljubljano in sicer enkrat zaradi tistega sodelovanja, o katerem sem govorila, ker sem res zelo excited, ker sem poslušala tistega predavatelja in celoto sem se prav napolnila me z energijo, hotela sem biti v bližini te osebe, tako da je bil tisti izgib in ja, bova sodelovala. Kdo to je, zakaj se gre, vam povem še v prihodnosti. Lahko pa povem, da je to oseba, na katere seminar tudi grem in oseba, ki mi je dala te karte za Millionaires Mind Intensive. In pa tudi tretjega bomo v Ljubljani in sicer gremo z tistimi, ki smo bili na Millionaires Mind Intensive. Gremo tudi mi, skupaj se dobimo, bomo naredili kakor neko grupico, 30 nas bo v enem parčku. Tako da ja, vidite, ta druženja, te ljudi, kako pridejo, samo odprti bodite. Jaz na tistem eventu, če bi gledala v mobi in sedela tam, ne bi bilo nič, ampak sem se pogovarjala. Zdaj, ko sem videla, da bo event, bojo naredili nov, pejmo, čim prej, pač ja, imam tudi delo, imam tistem tretjem, ampak dajem prioriteto temu, dajem prioriteto svojemu razvoju in spodbujam tudi vas, da to naredite, tako da ja, če se vam lahko kakorkoli v pomoč sem tukaj. Moje ime sem vam že povedala, najdete me lahko na Aleksandra Rose blog.
Se že zelo veselim prebirati vsega. Upam, da mi bi ta video všeč. Jaz grem z enega krofka pojest, ki mi je moj prinesel, pa sem ga poslala na balkon, tako da me ne moti. Pol pa vam bom posnela po worku, tako da se vidimo pol. Čau, čau! A ja, pa ne pozabi, všeč mi je, subscribe. Čau, čau!